To sem glih kar rekel, da to je in jaz sem se pa začel spraševati, zakaj mi ne bi enkrat poenotili, pa ta nov let, pa Božič, pa vse lepo točno na solstici dal, pa rešeno. Ja. Zakaj se tega noben pameten človek ne spomni? Oh, in sem šel googlat. Kdo? Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v 142. epizodi podcasta Glave, podcasta za legitimno preživljanje prostega časa. Najprej vas z Anžetom lepo povabiva na naš Discord kanal, kjer debata lepo poteka. Zdaj je december, imamo že smrekca, okrasili smo jo lepo z bunkicami, imamo tudi ful luštne gife gor obešene in pa na aparatus.si poševnica podpri. Tako je. Dajte denar, se temu reče. Zdaj pa povej, kaj danes ne bo, potem povej, kaj danes bo, potem pa predstavlja edina dva gosta, ki so jih lahko dobila. Okay, zdaj, jaz sem šel takoj. Potem, ko me je Tomo opozoril, da ne smem nič spremljati od Tokyo Drifta, da niti opisa filma ne smem prebrati, preden ga grem gledati, sem ga šel. Itak sem si ga sposodil na Apple TV-ju, za 4 evre, 2 dni preden je v Slovenijo prišel Sky Showtime, kjer so vsi filmi za 3 evre na mesec. Okay? Že to je bilo dost velik udarec, nož v moje gorensko srce, ki ga je nekdo potem zvijal in zavijal. In potem se je zgledal ta film. In jaz trenutno še nisem v čustvenem stanju, kjer bi lahko o tem filmu govoril. Tisto, kar sem jaz doživljal, tisti 2 uri, to je pač, trenutno ni. Jaz, če ima kdo slučajno doma, a jaz tako, ko imaš te, kakšne so že te psi? Za duševno zdravje. Ja, to. Če imate kakšne take vrste alkohole, dajte jih poslati na aparatus World Headquarters, ki mi bojo pomagali. Tako da danes tega ne bo. O tem se bomo po novem letu pogovarjali. Danes pa tako, kot je bilo nekdaj v navadi, pa zakaj bi prekinjali s tradicijo, kot rečejo za vse nas preostale, tako. Festivus epizoda. Festivus 2022. In zrihtala sva vam 2 ekstra super huda gosta, pravzaprav edina 2, ker sta imela čas decembra, ker vsi drugi hudi gosti so polno zasedeni z nastopanjem, tako da danes sta tukaj zato, ker pač ne delata nič in imata časa na pretek. Gospe in gospodje, z vami sta tukaj ljubljenec kuharskih pultov v otroških kuharskih oddajah, Sašo Stare. Jo, aplauz. Kdo nastopa ob 10 dopoldne? Daj mi to povej. Kjer v sredo za otroke. Je za otroke, ok, sam resni komiki, a ne? Ker za odrasle nastopamo. Kdo nastopa ob 10? Ja. Čale sale. No in ta glas je pa, ki ga verjetno poznate, človek, ki mu v industriji zabave v Sloveniji pravijo druga violina pri Berni, Joco Hud. Jože Rubežnik. Jože Rubežnik. Ziher, si preveril na rojstnem listu? Si ga videl že? Ne. A si se sploh rodil kdaj? A sploh obstaja? To bo globoka epizoda, jaz že vidim. Če bi gledanost, mogoče ne obstaja. O glavnem, pa je ne žalimo se. Včer je bilo res, da je bil finale točno od začetka, mačkam pred začetkom naše oddaje, do točno konc naše oddaje. Tako da, ajde, najbrž res boš šlo gledati. Meni je zmer heca, ker se en RTV-ov z drug bo RTV-ov sam kregal gledanosti. Ja. Ti delaš na radiju, noben ne gleda radija. Ok, dajmo se ne med sabo ostati preveč, prosim. Pa Festivus je res tradicionalna oddaja na mreži aparatus, zdaj v glavah. Na omrežju. Ja. Mreži. Ne za ti smo, ti imaš podcast na tej mreži. A imaš ti sab mrežo? Trenutno vladam te mreže, ne vem, kdo vlada. Kdo vlada te mreže zdaj, kaj je Sultan na dopustu? Sultan ni na dopustu, Sultan že pol leta dela podcast. Jaz sem nazaj. A te neke glave. Neke glave. Neki ste gledali filme. Vsi mu govorijo, vse s tabo je vse v redu. Ja. In bolj on kao s to mislijo, res dela.
ampak sem to, kar Se lahko. pretvarja, da gledati serije, pa malo govoriti Ja. o njih je Delo. pa filme je delo. Da to je ne pa toliko govorimo o noro. ljudeh, ki ne vejo, kaj je mentorga. Jaz sem vedel, kaj Ti je nisi mentorka. vedel, kaj je mentorga, ker ti je to mogel nekdo poslati po sporočilu. Ja, sam sem jo pa videl. Pa. Okay, Allah, prosim, Festivus mi najdemo, je v bistvu samo prepakirane weird zadeve, ki smo jih 100 let delali ob božični čas, praznik za vse, ne glede na v kaj verjameš in Veroizpoved. kaj ne verjameš. Ne, mogoče pa ne verjameš v nič, ne, to ni veroizpoved, razumeš. Lahko nič ne verjameš. To je za vas, za nas, za vse preostale. Wow. Ne? Si s tem začel tvoja pot do predsedniške palače. palače? Kaj je to, Tomič 2027? 2027. To mi združuje. Ja, Veš, to me združuje. koliko je bilo volitev? Pa v Sloveniji pa Ljudje vse so razcepljeni, Ja, tako, tako ne. razklani Ja. so. In zdaj skupaj nas bo ta podcast, nas bo skupaj. Da mi povej, kdo vlada te mreže, ali lahko Ja. odgovoriš na Ne, to vprašanje. ne. Očitno je zelo jasno. Ja, podcast danes praznuje. Ja, in ni mu dovolj, rad bi vladal tudi Sloveniji. Okay, lahko, prosim. Nadaljuj. Imaš naš glas, to ti hoče sam jutro Okay, povedati. v redu, hvala. Se pravi, vi trije. In A to je nas to. boš povabil na neko srečanje, preden se Ne, ti pa, steče. v trenutku, ko sem izvoljen, pa so Nobenega vse. Ne, jaz sem takoj, ko sem izvoljen, na vse Unfollow. pozabim. Unfollow. New phone hoodies. Nima cajta, moram imeti Sam je spaherjem pa na iskren, Instagram. si videl, koliko je iskren. Vnaprej, Vnaprej je povedal. Transparentna Stranka, stranka. jaz bi ga Slovenije. volil. On se je povedal, koliko je. Ja. Oziroma, koliko bo. Like it is. V glavnem, šli bomo 3 kroge bomo naredili v urinem kazalcu, tako kot sedimo za to mizo, ker je pač okrogla. Ker poslušalcem je ful važno. Ja, kako- važno. Ja. Sam da si predstavljajo, prvo pižamc, pol je Jože, pol Sašo in pa sem jaz. Si mogel Ali spomniti lahko še imena. enkrat To je to poveš, super. To je brez super. da se pretvarjaš, Okej, da ne veš, kako mi je ime. Prosim. Bom tole ven zrezal. Se pravi, prvi bo pižama, drugi bo Jože, tretji bo Sašo in potem sem jaz. Zmeraj preveč pauze za moj. In bo, Okay. V glavnem, Ano, kaj že? in tako da, dajmo otvoriti festival iz 2022. Pižamc, tvoja prva več zadeva, povej. Moja prva vred zadeva je, da v podkastu, a res tega ne veš, ne vejo, kaj je mentorga. ne bomo tega. Jaz sem vedel. Nisi vedel. Mislim, jaz sem že Mislim, videl. pa se jaz, A lahko? pa sem pa jaz, meni prav, Pari- zakaj alo, take komplicirane, čak. mogoče bi mogel res drugič k vam priti pa reči, a veš, kaj je miza, pa vsi, ne vemo, razsvetlite nas, a res tega ne veš. Ne bomo, Alo? dajmo. Za mene je to očitno všeč. hoče- Ne, pižama hoče, pa pižama rab razpucati par stvari, a lahko si sposobno par minut tega čudovitega Meni se je podcasta to super, Festivus. da je imel podcast o zadeve. podcastu. Ja, Ja, to je najslabše. Ne, Kjer mikrofon ti drugače moraš? Ne, dajmo za res, Ajde, resno. ajde, pižam, začni. Mi dva s Tomom tam sva, majhan tukaj, a ne v čustveni okrnelosti pred vama, ki ste zvezdi televizijskih zaslonov. Tako. Ne? To se In tudi zdaj jaz- pa verjetno meni. se kdaj zgodi pred oddajo, da si želita, o moj bog, kako bi bilo dobro, da bi bila pa danes gledanost še večja, ne, ali pa da danes ne bi bilo ravno finala med. Aha. In, No, med kom, ajde. Med kom? Kdo je imel finale svetovnega prvenstva? Dej, povej. Kdo je igral? Kdo je igral? igral? včeraj? Ajde. Argentina, pa Francija. Okay, No, reži si se. Rešen. Okay. V glavnem, Jaz ne vem, če bi znal na koga, recimo, če vidva želita, ne, da Bog slišal vajne molitve k boljši gledanosti, k Eden od nastopu Zdaj govorimo brez- Kjer- pač ja, splošno splošno o Bog? krščanskem, o krščanskem Bogu, okej. je najbolj zanesljiva priprošnica na slovenski sceni Jasna Kuljaj. Okay. Ker? Ne morete reči, zakaj? Zato Jasna je slovenska oblika imena Klara in sveta Klara Asiška je uradna zavetnica televizije. Zakaj? Zato, ker je tam nekje, pač sveta Klara se je, sam to, če tisti, ki ne veste, se je rodila leta 1194 Ja. ne, v Ko je Asisiju. televizija ravno začenjala. in pazi, potem je pa Krat je bilo, ja. ona. Samo bila sem 2 kanala, sta bila, res, ampak le. In to sta Ljubljana bila RTV ena, 1 pa RTV. Ljubljana ena pa Vatikan TV. Ja, tako. V glavnem, in potem je ona pač se skompala s Frančiškom Asiškem, strogo na duhovnem smislu, ne, in je postala redovnica, ustanovila je red Klaris. In potem je pa zbolela
in ni mogla k maši. In si je želela, o moj bog, ne, zakaj jaz ne morem k maši. In je na božično noč nekega večera, ko je zrla, ne, kako si želela, da bi pri maši, se je na steni njene redovniške celice pojavila slika iz cerkve in zvok. In je gledala prenos v živo. Wow. Wow. To je To je res, mislim, ja. to je v hagiografiji, se pravi, je res. To je v njeni hagiografiji in ko je papež Pij 13. leta 1957, ne, ta televizija, nekaj moramo narediti, rabimo enega zavetnika, se je spomnil te zgodbe in tako je ona postala zavetnica televizije. To je dejansko zelo zanimivo. Zakaj je jasna Klara slovensko? Klara. Jasno, ne? Ker je jasno, clear, ne. Že Res, kaj ga ne veš? To zdaj, ki si Drug vprašal, vsi, ki tole poslušajo, so tako, Ne vem, jaz sem ziher, da je par ljudi bilo končen in eno vprašal, kar je mene tudi zanimalo, tako da niso vsi bili. Okay, zakaj pa Koljaj? A Koljaj je... Ne, pa pač sam tako. A samo jasna, Jasno je bilo pač pa. jasno. Čeprav to, se pravi, ona je dejansko imela prenos v svoji sobi. Ja, mene zanima, A je bila prva? a je plačala RTV prispevek ali ne. Mislim, da ga ni, zato ker tukaj govorimo seveda. o področju Italije. Ja. A ni temu plačala, no? Berlusconiju. Ne, tako je z njo, ki sta imela Frančišek. duhovno neko navezo. Frančišek Kasiški, ne, Frančišek Kasiški pa itak Njemu je bil. plačala. Zdaj že Frančišek Kasiški Kasiški. poslušajo, ista reakcija. Čakaj. Kaj mene zanima? Zmer folk reče, če veš, kaj mislim. Ja. Mene zanima, Ne povej, Tomič, kaj misliš? kaj ti misliš, da on misli? Ja, dej, Kaj da te misliš, vidim. da on misli? Da te vidim. Anže Tomič, Tomo. Da mu je pospravila v stanovanju, so bile neke, a veš ti... Wow, to je skoraj slabše, kot če bi seks stvari rekel zdaj, le Ja. drugače. To je na polno Še bolj, šovinizem. še hujši šovinizem. Zato, ker je ženska, Ne, mora ne, 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 pospravljati. a veš, zakaj je to Jesus. najhujše, da mu je šla pospravljati stvari po stanovanju? Zato, ker bi to pomenilo, da se je Frančišek Asiški Ja. pregrešil zoper pravila lastnega reda, Ja. ki pravi, da nimajo osebne lastnine. Ja, Nimaš in- kaj pospravljati po sobi. In to je dejanski. In to je point festivalusa. Ja, lahko je imel Razdajte zgrizek svoje od jabolka. stvari. Tako. Pejte na aparatus.si pošiljnica podpri in nam donirajte vse, kar imate. Ja, in aparatus bo dal dvojno nazaj. Ne. Garantiramo. Ne, kot član danes mreže aparatus. Garantiram, da kar boste videli, se vam bo dvakrat povrnil. V duhovnem smislu. Ja, ok. Okay, jaz se opravičujem za šovinizem. Jože, tvoja prva weird zadeva v prvem krogu. Jaz ostajam pri temle tematiki, se pravi cerkveni. Jaz sem velik fan Miklavža. Ne vem, če veste. Ne. Jaz sem pač. Že spet vsi, Jože. Jaz sem A to ti v vedel. resnici niko ime? Ne, jaz sem fan, nisem rekel, da sem jaz Miklavž. Ja, on je fan. Ja. Ja, to moraš reči, da otroci. A si kdaj bil parkel, otroci- ko si rastel? Sem. Si bil? Sem. Ko sem rastel, ja. Mislim, Ne, da sem mislim, že nehal rasti. ko si odraščal v sred Ljubljane, se to ne dogaja, ampak ti si... Ne dolgo nazaj je Miklavžov sprevod in so tudi parkli. A res? Ja. Sam te tradicije so bolj izven mest, recimo, samo te bolj parklji žive. Ne? zdaj so In ti si preterani. rastel izven mesta. Kaj? Jaz sem zdaj delal, jaz sem prepovedoval pri nas v lokalni krajevni skupnosti Pravelce, in to je grozo, kar so te parkli zdaj, kot včas. Ker smo bili mi mulci, kakšen je bil park? Pač park, imeli so en servet čez glavo. Ne, en kosmet servet čez glavo, pa jezik mu je dol molil. Okej, to to jezik, so bili, okej, ne, ja. pa neki rogovi. Zdaj vsi pridejo z unimi maskami. Zdaj se Zdaj so ja, iz AliExpressa, ki je tako. Fakin prečim, pogledaš une mulce, 1 leto, 2 let stari, ki jih nesejo k Miklavžu in oni gledajo samo ga parkalna in kričijo. In to je preveč. Ne vem, jaz se spomnim unih parklov, ko so full pil pa na stebel z verigam. To so pa te Te pa večerni z verigami. parki. To večer, To so pa To so večerni. z verigami. Kaj? Prav Ja. tako, dubu si z verigo. Ja, mislim, parkal. imel si une, ko so bili pijani malo. Veš kaj je, ne, v Tržiču nisem imel punkso, pa sem mogel pa parkli. A Ni so bilo te prijeti. ne, stari, ne, moraš ne, povedati, moraš povedati. A si Jaz veriga? ne bi javno govoril o tem. Je bilo sem žvenke tenk, joj, verige. Ne, eni so bili kar nasilni, ampak ja, niso z Eni verigami. so bili kar Mladi. nasilni. Povej, kaj si hotel Ja, povedati. Joco, če bi bil parkel, bi imel ketno od kolesa. Lepa. Šmiral te bom. Ne, kam Moj kolon je šmira, kaj ga tu pucam. Okay, Če veš, kaj mislim. ja, če veš, kaj mislim. zdaj pa ti povej, kva misliš, da on? Ne, Ja, ne, ti Da ga glonca.
Povej, Koga zdaj? Nikolaj iz Mire, to je bil bogat krščanski škof, to je znana zgodba. Ne, da je, recimo, najdel sem, da je na slovenskem sajtu, da je tudi značilen, da je imel 3 zlate krogle. Je bil upodobljen pogosto s 3 zlatimi kroglami. A veste zakaj? Ker sta 2 premalo. To pa zato, kot je rekel Jan Plestenjak, stvari so 3. v roki ima 3 zlate, ja, v bistvu je zaradi Jana Plestenjaka, v roki ima 3 zlate krogle in zato, ker je revnemu kmetu 3 večere zapored skozi okno vrgel denar, da je ta lahko prihranil za poroko svojih 3 hčera. A smem tukaj vskočiti? To ima Prečet, ima ful dobro parodijo na to zgodbo od Miklavža v Hogfatherju, kako je ta legenda o Hogfatherju nastala tam na Discordu, ki je pač tudi vrgel 3 močne zlata skozi okno, revnim hčerkam, pri čemer je ena utrpela lažji pretres možganov, ampak o tem zgodba muči. Ja, ne, čeprav ta je denar metu, ne une kugle. Ne. Ja, zdaj prav, da je kugle, ne more se čez zedin. Aha, kaj je metu? Kaj je zdaj metu, ne? Ampak pa sem najdel na se pravi, to je National Gallery okay. United Kingdom. Sem mislil, da je National Geographic, ker je bilo tudi čisto ok. Ali lahko pohvalimo, drugače? Joco je prišel z listi. Lahko povem, prosim. Povej. No, da so pa te 3 kugle, nekaj jih je dal, da to je na skrivaj dal tem 3 puncam, ki so bile revne, zato, da jim ne bilo treba se obrniti v prostitucijo. Ja, klej so malo bolj povedali več. Kaj mislim? Ne vem, če veste, da Miklavž je tudi osnova za tega božička, Coca-Colinga, ne? Ja. In od tukaj tudi pride Moramo priznati, na začetku si nasmejal. Dobro si nasmejal, ja. Kakšna dolga pot. Bravo. Ne, ampak je res je to vse, ta ho je pač joke. Ampak znaš, ko boš šel zgodaj, se pravi, ta ho ni bil napisan na spletni strani National Gallery v UK. Zanimivo. Zanimivo, da je ta del šala. Bravo. A poznaš zgodbo o njem in o otrocih? Da bo dark. Da ne bi kdo rekel, če veš, kam je. Niti je. Da ne bi. Neki ropari so napadali neke otroke in jih razsekali in jih spravili v sode, v slanico, odvrgli se jih, uložili so jih. Vprašal bo dark. Ja. Ne, si sam malo kulinarij. Miklavž, Sveti Nikolaj, jih je oživil nazaj. Aha, Se pravi, Sveti Miklavž je imel rad puzle. Okay. Je tudi rad kupoval. V glavnem, je bilo, ali lahko zrežeš ta del? Ne, pa če to je resnična zgodba, pred umori otrok, ja. In zanimivo je, da je isto zgodbo tudi Hugh Grant takrat hotel uporabiti. Češ, da sem hotel rešiti eno bejbo iz prostitucije. Štenga preveč. Štenga preveč. Tu se res postaraš, ko škandal Hugha Granta iz leta 94 vlečeš. Res je, ja. To je res dolg čas. Miklavž je bil res prvi sugar dad. Ne. A zato sladkarije nos? Če veš, kaj mislim. Stare, tvoja prva. Jaz sem se hotel reči, če že govorimo o te neprimerne šale. On bi bil dober za Jocota, ker je zavetnik žganjarjev. Zavetnik žganjarjev je. Zate bi bil Miklavž dober zavetnik žganjarjev. Ja, pa zavetnik trgovcev z vinom. To je pa preferencija. To je pa bolj za gospoda. Pa Ljubljanska stolnica je njemu posvečena, ne? A res? Ja. A Miklavžu? Ja. Jaz sem poznal enega Miklavža, človeka, ki mu je ime Miklavž, ker to se tudi dela. Ti kaj dal? Kaj ti dal največ? Hotel se je tep z ljudmi, tako da smo ga umili. Poln kuverjem od tega, da ga fokus sprašuje, a mi lahko? Če mu ime Miklavž, može, a imaš kaj zase? Starejši do njega bomo rekel, razmišljamo o prostituciji. Resno razmišljam. Da nimam druge opcije. Kaj sem jaz na tnalu? Kranjski džigolo. Znani kranjski. Imam že logo. Imam že brand.
Lahko me pa rešiš. Mene moti dve stvari. Imam tudi že zdajle. na OnlyFans vse zrihtane. stvari. Pol tam Miklaus pač ni imel keša, da bi mu plačal in ga je raj pretepel, da je starejši od toliko strašil prostitucije, da nočeš nič imeti s prostitucijo. Povej. Dve stvari zdaj me mota. Prva je, zakaj sem se jaz znašel na tnalu. Druga pa je, zakaj noben ne recognize, kako brihten sem, ker sem uporabil besedo tnalo. Ok? Okay. Ja. Please, pižama. Okay. Zato si ti tle. Tnalo, no. Ne bi rekel, če... Mentorga. Mentorga, ja, Mentorga. Nekaj ste mentorga. Ne, a veš, kaj je mentorga? Lejka ne ve. Jaz tudi ne vem, kaj je mentorga. Lejka ne veste. Ne veste, kaj je mentorga. Ne, Daj ti povej, kaj si imel podcast. sliš se gorensko. Ja. Tako da jaz Okay, meni no, tukaj le gremo, malo to. mehan snippet, boste videli gibala, kaj je mentorga. Zdaj skočimo, prav itak skačemo, kaj začeli smo Ej, kot Karjola. glave, zdaj je festivus, zdaj pa kdo li kaj, a res te greš, kdo li kaj A je mentorga. Lahko začnem. A je to podoben Karjoli? Šajtrga je. Po obliki, Ja, ja. v bistvu je, ja. A je Ciza? Ne. Kaj ciza? Ciza je pa voz Zdaj za eno pa še ti osjo. narediš še eno. A ja, Ciza je ja. voz za eno osjo, s Aha. kateri so kmetje vozili recimo pridelek na tržnico iz... Čak, samo, Zakaj imaš ti ta znanje, ki ga nikoli ne boš uporabil? Nikoli v lifeu ne boš cize. Lihkar je, lihkar je. Vikar je, zato da tebe še ima. Kje je Miklavž, da reši Respekt. V bistvu stareta? pižama respekt, bravo. Bam. Kaj je mentorga? Mentorga je tista... Ja, ne, še to mu pove. kaj. Ne vem, ja, jaz dej, nimam, kaj jaz sem misliš, tudi rekel šajtrga, Ne mentorga. poslušaš vseh teh podcastov Itak, da pod ne, tvojo no, da mrežo. nam- Jaz sem šel Stareta. tega poslušati, ker sem bil zgrožen, da ne vejo. Jaz poslušam vse ostale slovenske razen stareta. ne. Razen, se prav. Aljoša Halamo, a si slišal, poslušajo. to mu je priznal, da posluša obod. Obod samo sebe poslušam. Ko sem jaz gost. Okay, sorry, Mentorga povej. je tista miza, ki se noter mes kruha, veš, ki se dol potegne. Kada Kaj je špokrov dol z noter- mize, ki imaš v... Okay. Ja, ki imaš noter tak in so tam noter so... Ja, ja. Da je moka, da ni Na živce mi je šla Ja, ta pa miza, ke- ki prenisk mi pride in me zmer motil pri stari mami. Ja, A veš, ker noge daš pod... Kaj je ne moreš, ja. ja, ja, ja. Ti si imel to težavo. Kaj bi pol jaz, kaj? Ne bi sploh sedel za to. Wow, mizo. res, višina joki, res. Ja. Na ta nivo smo prišli. Okay. Ne, na ta nivo smo se Očitno spustili. 2022 še ni dosti napreden, sorry, že ko moraš to trpeti. Okay. Gremo naprej. Hvala. Res si ga, ti si pa res prijatelj, stare. Res, kakšen izjemen trend. Še po glavi bi ga mogel tako. Der. Če ne veste, kje najdete stareta, pogledajte v slovar pod pokroviteljstvo. Ajde, stare. Meni je pa to všeč, da je nekdo prijazen z mano. Prvi krog, stare, povej. Stare, prvi krok. Okay, se pravi, vi da ste bile take lepe. Moj je Hitler. Moj je drug ton, mogoče. Ja, mogoče. Tako da ni nič. Ja. Glavno, Hitler. Kaj s takim veseljem izrekaš to ime? S smehom ste me dobili, ne smem se, zato ker sem happy. Hitler, vsi vemo, da ni ok. no. To se smejem prej sem šali. Okay. Pa vse je to dobro. Ok, sorry. Zdaj, za tiste, ki zdaj ne veste, sam naj povem, da starema zdaj le maskirno kapo čez obraz, tako da ga ne vidimo. Ja, ta kanje je luk. Ja, no, se v tem sem hotel par stvari povedati. Da ste. No, Kanje je nerazumljen, se mi zdi. Ne, ej. Med drugim, ponovadi, dosti je teh nekih. Ja. Dosti je teh bilo napadov na Hitlerja, ki so ga probali asasinirati. Ja. Atentat. Atentat, hvala. Govor slovensko. Atentirati. Ja. Ko so ga Umoriti. probali atentirati. Ne vem, ne gre tako dobro, asasinirati se bolj. Asasinirati. So hoteli narediti atentat, ja, to je boljš. Ti govoriš, da so ga asasinirati, zato je not beseda S, a ne? Ja, ki mi je všeč. Si predstavljaš, da je imel v Wordu tok nadležen tezaurus? Kaj pižam? Kaj s polkicami A rečeš? si- Žalce, a klipi. si- Žalce nov klipi. Ja. Tako boš napisal. A si Drugače, jaz mislim, da je to izgubljena priložnost. Jaz mislim, da bi to mogel biti. To je business opportunity. Tlele. Ja. Microsoft, pošljite Ja. mi mail. Pošljite mi Povej, povej. kaj hočeš o Hitlerju povedati? O atentatih nanj. Veliko atentatov je bilo na njega planiranih, noben ni uspel. Vem, kot vsi smo vemo. gledali film s Tomom Cruzom. Smo gledali film. Valkyrie. No, v tem Ja. filmu Misija mislim, da ni nemogoče. tega, da en izmed poskusov, en izmed planov, kako hendati Hitlerja, recimo so bili tudi plani, ki niso bili s smrtnim izidom. Ne? In britanski vohuni, oziroma britanska obveščevalna služba, je imela en plan, da bi Hitlerjevi hrani dodajali estrogen, da bi ga naredili manj agresivnega.
Kje si to prebral? Kako manj agresiven, če več estrogena? Kje sem to Ne, bral? to razloži. Ne, prosim, ne. Kako manj agresiven? Prosim, ne, To gremo. Če več Res? Dajmo, ne, Aj prosim. to nivo, aj to nivo zdaj. ne. Daj ga nazaj začni še imati za velikost, prosim. Aloh. Ne, kje sem to bral? Na internetu sem to najdel. Ja. Veliko je planov različnih bilo, Ja. probali so ga razstreliti, probali so tako. A veš, koliko so recimo Castro, tu so probali dati bombe noter v Cigare. cigare pa Ja, ja, ja. zastrupljene cigare pa to. No, en izmed teh planov je bil, da mu hrano pa pijačo mu noter dajejo estrogen, to mislim, da niso naredili, Ja. da bi To so pa ratov bolj, premislili. da bi bil bolj miren, da ne bi bil tako agresiven, ne? Ker agresija Okej. pride iz testosterona. pa to, baje. Zanč, ko smo pri drugi svetovni vojni, eno hudo knjigo sem zanč si prebavil, The Theory of Everything Else, od Dana Schreibera, modela, ki dela na QI-ju, pa na vsač tega za fiš. In je noter glih to pač, kako so naciji, ne, so ful se z astrologijo pečali, ne, pa s tem pa neka znamenja, pa okultno. In tudi Winston Churchill je imel astrologa za svetovalca, Valjda. ampak ne zato, kao povej, kaj nam piše v zvezdah, ampak daj poglej, kaj je zdaj v igri, da probamo prek tega, kar pač razlagajo, kaj bi Nemci hoteli narediti. A ja, ok, razumem. Kaj kriminologija sam za... Ja. Jaz sem pa en weird, zdaj sem se spomnil eno na to temo. A zdaj boš si napisal, zdaj si sam napovedal si. Iz glave. Ja. Mislim, A ni, če bi bil to video, bi Ja. se videl, da je Jože in potem Jože Jože ima zagrabil moment. kuli in je začel nekaj pisati in zdaj pač je to podcast. Moraš pač to povedati. A ni to tako? Ja, je. A sem dobil napačen navodilo? Tako to deluje, slučajno? tako to deluje. A sem- Drugač, če kdorkoli je igral Wolfensteina, ve te vse stvari, ne? Zato, ker so vse te kultne zadeve tam noter. Okay, jaz sem samo enko igral, unga 3D, originala. A ja? Ja, na drugih nisem. Ne, ti moraš tri nove. Ja, nisem igral. V Glavno glavnem, je ta Glavno, teorija, da probali so so- oni pol ja. pobegnili v votlo zemljo, ne v bazo pod Antarktiko. A misliš, ja, moje vprašanje, mislim, ja, to je, da grejo gor pol, ja, to je nore. To Gre je Wolfenstein, da nore. Roswell je to pač sam Ja, to vem, to vem. Ja, nore. Tukaj me zanima, tukaj se vidi vsta šovinizem, a veš, 40-ih, ne? ja, Ki so že ki ni 140. prisoten več sploh leta 2022. A nisi ti lih prej bil šovinist? Sej zato. Ja, ne, veš, To- kaj veš, a bygone era. On je bil nacist, on je bil nižist. Ja. To je ena knjiga, je prišla ven, ki govori o napadih, pa vsem tem v času. Pač v času druge svetovne vojne in te britanski intelligence tam noter je, ni potrjeno, ni a ne, Jaz sem stal, MI5. da je bil vsaj en memorandum, je šel na okolje. Ja, verjetno, kaj pa če, a ne? Jaz si tudi predstavljam ene 6 tipov okrogle mize v eni temni sobi, vsi kadijo, ker 1940 noben ne ve, da bojo umrli od tega, veš, vsi kadijo, pa se tako. Sam mogoče bo manj agresiven, pa mogoče bo več pospravljal. In to je bil en tvoj prednik, veš? Mogoče bo, Ti šovinist. mogoče bo več pospravljal. Ja, ja. Okay, Tomo, kaj smo? Znani Sir Tomič iz Coventrya. Ja, polno ljudi imam gor. Jaz sem v bistvu, McTomič. jaz sem v bistvu angleška diaspora v Sloveniji. No, le. Okay, moja pa zelo. To mi je bilo pa res fascinantno, ker sem to prebral, ker zdaj bom pač iz mojega področja res zelo frišna zadeva. Tipkovanca. Ne. A veste, zdaj ta zadnji iPhone, ki je vam prišel, so na odru predstavili neko funkcionalnost, kjer lahko ta telefon, če nimaš signala prek satelita, se dejansko poveže s satelitom in pošlješ SOS lahko. To je prav funkcionalno. Mislim, da je zdaj na voljo v Ameriki, Kanadi, mislim, da Nemčija je tudi. A nimaš ti to noga? Ne, to je 13. To je se pravi 14 Pro imata to zaenkrat. In je pač tako narejen, da če pač ni signala, ti lahko pokličeš za pomoč v bistvu preko SMS-ov, ki so full skompresirani, ker to gre pač prek satelita in je tako. Prav guji ti reče, zdaj pa daj telefon v luft, mora biti na tabo, ne sme biti dreves, pa ne vem česa. In pač iščeš signal, loviš signal in lahko javiš, jaz rabim pomoč. In pa ima Apple prav klicne centre po celem svetu, ko pa to naprej sporočijo tem pač rescue, whatever. Okay. Lokalnim reševalnim ekipam. Tako, lokalnim Pa sem reševalnim eno ekipam. sporočijo.
Meni je kul, da... Moram reči, Jože je v... Kaj že ne bi? Anže je v... Aha, ok. Ja. Prav mu je šovinistu. Svoje smo naredili. Jaz sem veliko hotel reči, da pižama, ko pižama popravlja druge ljudi, se jaz fulano občutim. Ko pa mene popravlja, se pa ne. Ja, ne, A je to normalno? Je to... V glavnem, no, in sta ena, dva par, sta v Kaliforniji, sta se pelala tam pač res v Ravtah v Kaliforniji, kjer dejansko ni signala in je eden po nekih cestah. V cestah so se cestah zraven, tako pa prepad zraven z avtom. Aha. In je eden za njim ima blendu, da ne se umakneta, in ima trobu in sta se hotela umakniti in je pač avto se malo zaslajdo in sta padla 300 metrov pač v prepad. Se kotali v avto, prestala na strehi, preživela, ven zlezla, najdla telefon, ona si je pa glih 14, ko kupila tako en mesec prej, ali ne, tako par tednov prej. In je telefon je bil tako izgledal, kar razbit, v zapiskih bomo dali vse, kar se danes pogovarjamo, to moramo vedno povedati, so linki. Lahko vidite sliko telefona, res kot na pol zlom, ampak je telefon, ima noter 14 tudi zaznane sreče. Sprav not ima 2 senzore, ki zaznata ful velike G-sile in je telefon rekel, zaznali smo nesrečo, ni signala, z satelitom lahko pokliče za pomoč in sta dejansko pol sledila. Ona ni vedela, da to sploh obstaja v telefonu. A ona mogoče ne posluša teh podcastov? Tehnoloških. Ja, mogoče. Od vida dobita, recimo. Ja, to je že bilo od vida dobita. Mislim, če bi poslušala od bita do bita in ne pomagali, ker v slovenščini. Ja, ni nujno, da sta Slovenca. Ne, nista Slovenca. V glavnem in sta poslala SMS-e, oni so javili in so jih tako čez eno uro, ali ne vem, whatever, so jih pobrali. Ker drugače, če ne bi bilo, sta bila, pač tako, to je bila res srednji česar in po noč tam ni, pač, mislim, ne sta, ampak ni rečen, da ne bi bila. No, in jih je dejansko rešila, ampak to ful je zanimivo, zato ker ona sploh ni vedela, da je to funkcionalnost in je telefon to sam dal kot opcijo. Koliko to stane? Za enkrat je izjemno vprašanje, na katerega imamo odgovor. Mislim, da 2 let bo za ston, pa po moje bojo dalo tisti iCloud Plus. Pa 2 evra na mesec, ali pa umreš. Dve stvari tukaj. Zelo ameriški. Ali niso imeli nekaj, da so ful javljali, pač folk, ki je hodil v parke, na vlakce smrti, da jim je javljali to? Ja, da so v nesreči, zato ker so podobne gesile. In kot drugo, lahko smo hvaležni, da pred 20 leti tega še ni bilo, če ne bi imeli filma 127. Ja, un model. Res bi bilo škoda. Res škoda, ja. Kobe Bryanta bi to rešil? Ne, zakaj? Tam je helikopter dol padel. Helikopter je pa ne preživi. Avto lahko 300 metrov. Ja, kot nam primer Kobe Bryant da vedeti. Ja. Ne preživiš jo. Ne, okay. Ne preživiš, mislim, da če, očitno ne. No. Razen če je on tako kot Elvis. Zdaj, za vse, ki se sprašujete, zakaj smo Jocota povabili podcast, zato ker skrbi za vzdušje. Brez njega ne bi bilo pol tako vedro. Okay, to je bil prvi krog, hvala vsem, gremo v drugi krog. Kdo pa je zmagal ta krog? Ni zmagovalcev. Čeleška misla, v glavnem. Pižamc, prvi. Kdo od vas zna francosko? A poljubljanje? Jaz sem roko gordal. Znam se francosko poljubljati. Štet po francosko. Ja, evo, Tomo, povej, kaj je fora francoščine? Poznajo to fora francoščine, ker recimo oni nimajo 80, ker nimajo 80, pa rečejo 8x10, 4x20. A tako, ja. To je kao vsi prav, kako je to zafrkno. Obstaja jezik na Novi Gvineji, seveda, Andom, se bo reče, ki ima natančna imena za številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 in 36. Okay. In vse ostalo je kombinacija. Recimo 100 je Niftef, Abo, Tondor, Abomer, Abo, Thonith, kar pomeni 36 krat 2 plus 18 plus 6 plus 4. To je pa neumen. Tako bomo šli. Druge kulture so pa neumne. Privilegirane. V Evropi tle bili moški. Ja, vse ostalo. Jaz grem. Ne, res je neumen. To je pa kar neumen. To je res neumen. Sam
Če to je ena taka kultura, ki se ni tako, to je še, ok, to pa rečeš, ok, to tako je. Ampak, da se ni razvila. Ne, da si hotel reči, da se ni razvila. Tako manjša kultura, to sem hotel reči. Ampak to, da Francozi to delajo, to je neumen. Neumni Francozi, a lahko to rečemo. Lahko rečeš. Glupi pa še izgubili so fuzbal. Pa še izgubili so neki žogo. Ko so glupi ti Francozi. Baget, zatlač si baget nekam. Ne maram Francozov, glav. To pa lahko rečemo Francoze, ne? Kakšen weird, specifičen, kot Francoz. Ja. Okay. Mislim, stare, you do you, stare. Tako da ja. You do you, se slišal, ima francosko, a? A imaš tudi kakšne prednike tam? Ja. Jaz imam. Kaj imaš? Ja. Kaj? Kaj to pomeni? To so ki delajo ta, moji stari mami doma se je rekel kahne. In Kahne je bil pač Jan Kahne, francoski vojak. Kahne. Aha, ok. In tega je po Dolenjskem kar neki. Centa je isto pravijo. Ne, centa je isto, kao, da ne bi bilo francoskega. To ne bi pač ostajalo v uni modeli, ki so bili, jaz se kleči skul, jaz ne bi šel dam. Ja. Okay. Da se tudi ni šlo dam, zato ker jim rokovnjači niso dali živeti. Najbrž. Ja, to pa pižam. Tam je bil osko grlo, ljudi, ki so hoteli prijeti domov. Veš, kaj mislim? Vi kako te na Trojane in mislite krofi, Francozi grejo ok in si mislijo, termopile. Slabo. Samo mi da stalo. Kaj pa Jože? Ja, okay. Jože, tvoja prva v drugem krogu, vzemi svoj clipboard. A sem že kle. Čakaj, a nisi ti še nekaj hotel povedati, pa smo te prekinali? Da je to jezik res primeren za to, da vzgoji prihodne dobitnike Nobelove nagrade za matematiko. Ja, to pa res, ja. To je dosti res. No, daj, ajde. Da vidiš, tako se pove dejstvo, da ti vsi prikimajo, ne pa da ti oponirajo. Se strinjam. Zdaj bo ta na roke napisal. Zdaj bom to na roke, ker sem se spomnil, da pa še noter Hitler. Zakaj? Spomnim sem se ene stvari, ki me je zanimala. Brez Hitlerja. To si vsi želimo, nažalost. Ne, pa je tudi božična. Ja, pa kul. Če bo na gor, v bistvu bo na gor. A bo ta del sploh za objaviti? A bomo razmislili mi to malo? Okay, piski bojo čez vse kočljive besede. No, dej, gospod West, povejte. Torej, kot Kanye. Se pravi, jaz sem se večkrat spraševal, malo sem se v to, a veš, da mi je všeč. A si se spraševal tako kot Norma Korošec? Ali, Ja, ne bo on vedel tega, povej. Ali kot normalen Korošec, a veš, kaj je? Če veš, kaj misliš. Ej, najboljši del ever tega festivala, to je noro. Nikoli še ni bilo toliko kvalitetno. Pustimo povedati. Se pravi, to me boste najbolj težko razumeli, ampak jaz se rad hodim v naravo. Ne, se pravi, jaz grem. Lepa. Jaz sem rad zunaj in jaz se povežem z našimi predniki, ki so pač velik del na to, na praznike ob, se pravi, te solsticiji, pa se pravi, da veš, zdaj gre na boljš, na slabša. Ne? In verjamem, da tudi Božič je v osnovi samo pač, koliko je, 5-dnevni zamik od solsticija. Se pravi, jaz verjamem, da se prešteti od toliko smo se tokrat zmotili, da zdaj zamikom praznujemo. In pa sem jaz čak malo, zakaj ne da, pa nov let je pa še večja napaka. Se pravi, da to so vse samo prazniki. No, recimo. Ne? Se pravi, ampak tukaj je pa zdaj na tem, se pravi, to je oktober 10. mesec. Božič je itak prevzel iz praznika solsticija. Ja, sam to sem nekaj zdaj povedal in zdaj sta videl meni kot to je splošno znano. Ne, ti si rekel, sorry, da govor. Ja, nisem že povedal do konca. To sem glihkar rekel, da to je in jaz sem se pa začel spraševati, zakaj mi ne bi enkrat poenotili, pa ta nov let, pa Božič, pa vse lepo točno na solstici dal, pa rešeno. Ja. Zakaj se tega noben pameten človek ne spomne? In sem šel googlat. Kdo je hotel? Kdo je hotel to? Nikoli ne boste uganili. Kdo? Ajde, dajmo. Kdo? Je v preteklosti. Veš kaj najhuj ne? Namignil bom državo. Vsem, kar delata Fejliča, bomo glave prvi podcast, ko bomo skenslani. To je Jezus.
Se pravi, Še vedno velja, da se tega ni spomnil noben pameten človek. Zdaj No, tako reči. ja. No, glavni se je dejansko bila to neka njegova, je imel kampanjo, da to pač ker je germanska mitologija, pa to si že prej sam omenil, zato sem se. Ne, jaz sem tega omenil spomnil. Stari Rim, pa njihov koledar. Aha, no, ampak. Se je to dosti. Ne, še prej. Hotel sem reči to, da on je hotel tudi bolj to spet nazaj, ampak so se kristijani zbunili, se pravi, preveliko volilno telo in je rekel, fuck this shit, ok. Klepa nam drizov. A veš, kaj vse ja? Ne, če se razumem. Če veš, kaj mislim. Jaz mislim, da je vedel. Super. Stare, tvoja prva v Ne, nekaj še hotel dodati. Si hotel dodati? Nekaj sem hotel še dodati, ja. Ker se mi zdi, da je Jože premalo izpostavil eno zelo ključno. Ne, ne bom. Ne, Če veš, kaj mislim. Ne, hotel sem reči, da vsi se obadamo s tem, kdaj je Božič, bo vse to. Noben se ne obada, da Božič ne bi bil, čakaj, Jezusovo rojstvo, ne? Ja. Zakaj, kaj dela smreka tam? A si kdaj bil tam Izrael? Ja. Kje so smreke? Ja, ti ne veš. Prvič, Kje so smreke? libanonske cedre so iglavci, Okay. ki so zelo znani. Kot drugič, Jožef je medtem, ko je pač Marija skrbela za Jezuščka, Ja. ki sta bila izven, ker nista bila v polpenzionu, je šel pač v Špar. Ne? In Špar ima smrekco in je dal pač v vrečko smrekco. Okay, Ja. to to se- nekaj pomeni zdaj. Ne. Ja, ima v vrečko smrekco. Ja. Jaz sem rekel, kaj špar je bilo nekaj. Če ni smrek, stari, Špar je v Bibliji. ali kaj? Pogooglej Jeruzalem, pa pogooglej, pejď na Street View, pa pejď čez cel Jeruzalem, nikjer ni fucking Sam smrek. cedra, očitno Zaradi pogodbe z Lidlom moram jaz, sem zdaj tok cajta ven. Ja, in jaz z Mercatorjem, tako da dneva, Mi da moramo iti oba. Ja, mi da, sorry, malo rabo jeti na WC. Mi da gre na Arštet. Jaz lahko- Mi da jaz gre na lahko- hodnik na Arštet. Jaz lahko le Da sem vidiš, jaz delam s pravim trgovcem reklame, da pa lahko take fore provalim. Ja, hudo. Well played. Stare, prva v drugem krogu. Prva v drugem krogu. Še nekaj pri teh mi je bila najbolj genialna od teh teorij. Veš, kao, mi smo zdaj spregledali, kao Božič je v resnici poganski praznik, ne, kao, mi smo razsvetljeni, imaš pa te YouTube filmčke. Because that was the holiday of the sun and now it is the holiday of the son of God. Yes. Model, ja, bravo, tam Vse je v angleščini. 3. stoletje, koncil, ne, angleško so vsi perfektno znali, zaradi tega so naredili. Ja. Meni je, zanj sem videl en joke, ki mi je bil dober glede Božiča, začel sem misliti, kaj je vera. To, da se rodi otrok, kjer mu fotor nisi, pa pridejo 3 modeli izdarili, pa ti rečeš, bože volje. To je najstarejša šala, to bom ven rezal, to bom pa prav ven, ne, pojmo Jaz naprej. nisem še Sašo, slišal te. prosim, Drugi že ta del, tretjič. sorry. Ja, No, če daj. se me skozi prekinjajo. A si res. kdaj vedel, kaj je mira? A kdo ve, kaj je mira? Ja, Jo, vedel sem. A ni to v nas Jaz sem tudi vedel to, prav iz trivije. Kadilo, sem- ja, ni kadilo. Ja, nek insens. Ja, neka maža taka dišavna. Ja. Ne, Mrr. kadilo je ta tretja stvar, ki prenese zlato, miro in kadilo. Mira je neka maža, neka smola nečesa. Zakaj pa se je uporabljala? Zadaj, kaj diši. Mislim, da je maziljenje obredno. Ja, No, daj. mogoče. 1932. No, zdaj pa to številko povej v Andom. Se pravi pred vojno, to mi je že všeč, povej. Ja, nima s Hitlerjem. Res, ne? Jaz sem 32, je rekel. 32. No. No. Hitler je že bil. In mislim, da je bil celo na oblasti že, ne? Ja. Ali je bil na koncu. Prosim, v redu je. Mislim, delal je, ni bil še, redu je. kar je bil, kaj je bil on, kancler Kancler. takrat, kancler je bil Povej. takrat, ja. Ampak nima veze z njim. Okay. Čeprav, na nek način je, če je bil kancler, je, ker je z olimpijskimi igrami povezan. Oh, God. Ja. Ampak nima veze s Hitlerjem, no? A si vesel zdaj? Ja, sem, Okay, no, super. No, 1932 so bile olimpijske igre. Ja. In Brazilija, ena od držav, ki sodeluje na olimpijskih igrah, si ni mogla prvoščiti poslati pač olimpijske ekipe na olimpijske igre. Niso imeli keša, pač toliko so bili revni, niso mogli nič narediti in so se znajdeli tako, da so dali eno ladjo, polno kofeta, pa so dali te športnike gor in so jih poslali na pot. In oni so na poti, med potjo so se ustavljali, pa prodajali kavo, da so si lahko prvošali Oh, wow. pridati na olimpijske igre. In pa vseh zaradi dopinga, vse diskvalifikacije, ki so imeli preveč Ker so vsi kofeina, prišli, vse- naš šrutska ni bilo, kako kofein.
Ja, in so si tako financirali potovanje na olimpijske igre. Jaz vam še eno, veš, 92 Barcelona. Ja? 92 Barcelona. To pa, čakaj, to je pa Hitler mrtev že kar nekaj časa. Litvanci, kjer je košarka edini pravi šport, kot bi mogel biti v resnici. In so pač šli, in ko so šli, pač, takrat je Sovjetska zveza razpadla in so oni pa šli na olimpijske, zaradi tega. So šli na olimpijske in niso imeli keša za reprezentanco in so potem The Grateful Dead, ta jam band, ki LSD jejo, to je vse, kar vemo o njih, praktično pa pohajo, so jih financirali njihovo reprezentanco in še danes imaš drese ali pa saj majice navijačev. Kako se temu po slovenski? Tie-dye. To me zanj spreten sprašal, ker zdaj njegova te majice dela, rolada mislim, da imajo. Podali zapiske, da kolegu naredimo reklamo. Tie-dye je to. Pač te majice hipijovske, samo znaš pa vržeš to je v bistvu ful blagovna znamka od Grateful Deadov, ki so pač hipurji. In pol imaš ti v bistvu in so imeli takrat in drese in navijaške majice, še danes, ker Litvanci pridejo so v temu, kao toliko let kasneje, ker je Grateful Dead so financirali, da so šli na olimpijske. Tako res ful dobra zgodba, pa vsi pa tako pijamo, ti Litvanci grde drese, veš, tehnično gledano je to res. Sama dobra zgodba. Sama res dobra zgodba. No in tudi vsi od takrat naprej pijemo kavo v spomin. Na te Brazilce. Na Brazilce. Predvsem vidva, Sašo. Ja, tako. Jaz včasih 3-4 kave na dan. Vsakič, ko s kavo smeš reči, žoga bonito. Tako. Ne, ampak je dobra zgodba. To je tako, da si predstavljaš, vsi, ki so šli, mimo tekmovali, so šli s privat letali, nekaj, in Brazilska so bili tako mimo zgleda, se ustavljali ob cesti, pa prodajali kofe. Ne, sem ful dobro, mislim, so se znajdali. Znajdali so se. V glavnem, jaz se mi zdi, konec drugega kroga, potem bomo šli pa še enega. Ja, to z Grateful Dead, kar ni zdaj veljal kot. Ne, to je dostavek. Okay, dostavek. Jaz sem eno imam res, ker sem že spet je malo s tehnologijo, ampak je tako brezvezna mi je, da sem noro. Nam bo pa zikr dobra pot. Ne, tako noro mi je, da je to, kaj ljudje vse delajo. Pač od Steva Jobsa, Birkenstock iz 80-ih, so bili na dražbi, so bili na dražbi. Na dražbi, se pravi, je dražba, ti lahko kupaš dobesedno pač klasični Birkenstock sandali. Tam, da je Steve Jobs nosil. Takrat, iz začetkov Apple, se pravi, takrat, Apple tu pa to, takrat, ko se je najbolj dogajalo. Koliko mislite, da so prinesli, pa rekel vam, da je bilo pač veliko. Koliko mislite, da je dejansko nekdo seveda je hotel ostati anonimen, jaz bi tudi, če bi to kupil. Koliko mislite, da je človek dal za par Birkenstockov iz 80? 100 jurjev. 100? 500. 500? Jaz mislim, da govorimo o minimalno $2 milijonih, pa še to verjetno v kriptu. Ne, to ne. $218,000. Tako da Joco v bistvu najbližje. Ampak to se mi je zdelo, in imaš sliko teh. On je koneser Birkenstockov. Ja, to je res. Da smo največjo zbirko. Jaz sem videl. Jaz zdaj lahko razkrijem. Jaz sem že videl, impresivno je. Malo smrdi. Malo smrdi. Če greš ampak Birkenstock, rečeš, potapkaš se po nocu in rečeš Joco in dobiš 20%. Naslednjič, pač tega javno ne oglašujem, ampak pač moraš vedeti. Če si in the know, pač če veš. Ja, če si in the know. Ne, in točno to je bilo pa v članku, da valjda, a smrdijo, pa je on napisal, da dišijo po uspehu. Kar je največji bullshit. Ne, ampak pa je bilo tako še par podatkov, ene Jordanke, ki jih je Jordan nosil, so bili tudi po milijon, tako da folk tudi ve, nekaj Kanye in Nike'ice, ki jih je imel, ne vem, na nekem. Adidas imel on. Ne, mislim, da so bile Nike'ice od napreden. Jaz mislim, da te Yeezys, ki so. Tista weird zadeva. Proti smo pa Crocs estetika. Mislim, tako, meni bo sam res bilo. Ko si tiste Yeezyje videl, si bil tako, on je naci. Tako, sam naci bi to naredil supergam, a veš? Prosim. Sorry. Tako se vračamo k temu. Zadnji message. Tako se vračamo k fašizmu. Je to message mogoče? Če veš, kaj bi... Ne. Ne vem, kaj bi tle ne vem, ne ramo. Zadnji krok, dajmo malo hitreje, ker smo že trajali. Ravno kar se je izteklo svetovno prvenstvo v nogometu in Franciji, boj da več kot 40,000 ljudi padlo na foro, ko so iskali ilegalne streame, da so gledali
sicer so pa si izkazali, pač, da so full na hit tudi pogruntali, da so gledali, kaj folk kot stream prodajal FIFA 23. Igrali so s tem dvem ekipam, ki sta igrali takrat in so pač dali kao free stream. Sorry, to je genius. To je kar genius. Ja, zato ker pač oglase pa dobiš. Pač, Oglase pa loadov. in stare, in To so je bil glaselo. Na streamu, to je bil Ampak strange. folk ni pogrunto. so boj, da so full hit. Ampak je pa zelo glasno. Ampak pa sem šel pa malo raziskati naprej, kaj je. In je pa še ena genialna, ki so jo pa naredili letos eni Rusi. V Indiji imaš Indian Premier League v kriketu. Ja. In ko se je končal ta liga letos, 3 tedne zatem se je pa pojavil kar naenkrat spet Indian Premier Cricket League in so pač v Rusiji med temi gamblerji so to pač full reklamirali in so gledali in so stavili na tekme. In pa zdaj, kaj je bilo? Imeli so en majhen igrišče in so tam nezaposlenemu folku iz okolice so jim plačali po 5 evrov na igro, da so sedeli, da so profesionalni igralci kriketa. Oni so pa gledali. Oni so pa gledali in so mislili, da je, in pa zdaj glede na to, kako so stave pobirali, je model pol sodniku po walkie-talkiju javil, kako mora soditi, da jih čim več zgubi. Obenem so pa v stream noter spuščali dol pač downloadane zvoke množice, pa zmeri bila kamera, so bile tako postavljene, da sem nikoli ni videl publike, zmeri si videl sam del igrišča. In so igrali in so v glavnem prišli, mislim, da do četrtfinala, preden so jih pa pol dobili in so policija je preletela takrat. Lepo. To je pa dobro, v bistvu. To pa kar... Ampak še zmeraj lahko zmagaš, veš? Sam moraš igrati. Ja, vsaj hišo moraš poštekati. Ja, sam poštekati moraš, kako je sistem moraš imeti. A veš, zgubiš vse mete, ki jih ne vržeš, zares. A veš? Točno. Ja, veš, ja. Tako da moraš igrati. Stare, klepa ja. Vem, kaj misliš. Hvala. The best. Jože, tvoja zadnja, povej. Ne vem, če veste, ampak na Tajskem. Okay. Kaj? A te je strah? A te je strah? Strah me je, sam, ki si rekel, ne vem, če veste, zakaj sem bil kar nervozen. Ampak ja, okay, na Tajskem. Na Tajskem je okay. je en budistični tempelj. Okay. Še boljš. Čakaj, B ali N? Nudističen tempelj. Všeč mi je, kako nudističen tempelj. Sem si predstavljal, da tam Ok, ne, mi je že, nekaj starej. Čakaj, nisem razumel. Budističen tempelj, v redu. To bo zdaj wholesome, to čutim. Zdaj zelo prijazna zadeva. V glavnem je prazen ustov, ker so imeli test na droge in so bili vsi na metamfetamine pozitivni. Nisem vedel. Metamfetamine, sem čak, zakaj na metamfetamine? A je tako, da bi vsi si predstavljali, da so pohali ganžo tam vse. Ja. Ali pa gobice. Ali pa gobe, narava, neki to. Ne, oni so bili, jaz moram danes še 3-krat priti do Nirvane in mi rata, imam jaz neki, ti bom jaz pomagal. Koliko imaš ti danes še zamolt? Lej, imam, a se ful težko zbereš? A se ful težko fokusiraš na nič? Imam zate, še za prijatelje. Ker smo želeli pri metamfetamini, a veš, kdo je tudi velik metamfetaminov? A veš, ne vem, knjigo sem prebral. A ne? Ja. Stare, tvoja zadnja, pa se pa neha. V novici je bilo to, da je tudi, da je en tablet tega 1,4 evra na ulici. To je zelo pocen. Ne vem, kje vi kupujete metamfetamine, ampak Če veš, kaj misliš. mislim. Nisem tako rekel, mislim, da naslov imamo. No. Se pravi, ja. Če veš, kaj mislim. Tega sploh ne bomo dali na glasovanje. To je to. Drugač, jaz mislim, da je, da če greš tja, se pravi, ena prazna nepremičnina je pa ful poceni amfetamini, mislim, to je to.
kupaš ta budistični tempelj, najbrž ni drug. Jaz sem pa v templu, ne moreš metamfetaminov, jaz, ki te ven vrže. Ja. Ne, pa je bila cela štala neki, ker bi tam mogli pol praznovati, neki, ki darujejo, pa prenesejo okoliški neke te z hrano menihom in pol. Ja. In oni so bili fulači, Ne, to je fora, ne, sej. Ja. Ja, Sašo ne ve. Ja. Ti ne bi toliko škoda. A za hujšati je to dobro. Tudi, ja. Ja. Povej, Euro 40. Noro. V 2 mesecih shujšaš, pa brez zob si stari. No. Ne, če si umiješ zobe, je v redu. Ja, je v redu, okay, no. Ja. Jože ve. Veš, da sem imel serijo. Joco, nekaj imaš krvavega na mikrofonu. Stare, to je zadnja, povej. Droge. Ej, da se ne moram odločiti, 2 imam. Enega povej, enega sem odločil. Dajte vi povedati, en je v povezavi s kavo, Je en dolg, spet, en je pa, oba sta dolga, en je pa v povezavi z Venero. Venera. Dan na Veneri ja, je ful. traja dlje kot leto na Veneri. Ker se manj vrti okrog vsi. Ja, hitreje se vrti okoli Sonca, kot Lepa, se vrti to pa nisem okoli vedel. svoje osi. Dan na Veneri traja 243 naših zemeljskih, Okay. leto na Veneri pa traja 224, pa pol naših zemeljskih. Okay. Ja. Ni bilo tako dobro, ne? Pojmo naprej. Jaz še moja ta zadnja, jaz Kaj pa, bi ga če te pustil, druga da to, povem? jaz bi ga Ne. pustil, da to odjadra. Vi ste to izbrali. Zanimiv fakt je bil, Ne, meni je bom še jaz všeč. povedal ta druga, kaj pa boljši. Evo, zdaj smo vedeli A je zdaj už 2? s procesom, a lahko. Ne, Če ne. je bil za en drek. Ni bilo za Andrej. Super je bil. Tudi uporabne zadeve, ne, to je tudi v duhu festivala, so tudi čisto uporabne en zadeve. stavek povem, Ja, pa če vas zanima, vam povem več. ok, povej. Kava je kriva, da imaš ti iPhone. Ok, gremo naprej. Gremo naprej. Glavno, To se mene ful zanima. Dej, Raznesen me bo. no, daj, stare ima 2, ki Ampak je ti pa, ko si vplačaš. Ja, Okej. ja. Oh, fuck. Okay, prav. Ne bo. Okay, sprav, obstaja teorija, ki ima kar veliko dokazov, da je kava kriva za razvoj znanosti pa družbe. Ja, ok, v redu. To so Arabci prvi začeli z matematiko, pa to ful. Ne. Mislim, Pa tudi, ne bi ampak kao že. To, da je kofein razsvetljenstvo, tudi dober, pa recimo pomaga, če imaš ADHD, pa te stvari, ki se bolj sfokusiraš. te stvari so vse resnične, ampak ne, problem je bil, da ljudje niso pili vode, ker je bilo ful bakterij noter v vodi in niso vedeli za prekuhavanje Niso pa te alkohol, zadeve in so večinoma alkohol pili. in Tako. In fermentirane Je stvari. tudi res, da alkohol pir, kar vsi vemo, pili so pivo delavci, pač ti spir je imel posto pa pol do 2. Ja, sem so ga pil ves čas, ne? In otrokom so ga dajali in vse to. In to je The Dark Ages. Otrokom so še po nedolgo drugi nazaj. svetovni vojni so kruh namakali v vinček, pa se nade pojej po pogladi, da boš Kaj pa zaspal. jaz, frendici, rečem, da ne to naredi zato, da bojo nehali pa težiti čuden. otroci, je pa to vse čudno, ne? Ok, ja, ne vem kaj. Ta je bila ful boljša. Ja, kava je dobe. A ja, ne sem kažem zdaj ta povezava s to kavo? Ja. Čakaj malo, zdaj aloh jožeta naderem najprej. Ne, povej, kaj Ne, je aloh, kakšna je please. povezava? Aloh, Mene please. zanima, kje je zdaj Ne, ta ker kava. ena Jaz zdaj sarkastična- gledam tale moj iPhone in me zanima, kje v njem je zrno kave. Ja, zakaj imamo iPhone in kavo? Vsi imamo iPhone. Razvoj teh, zato ker kava je povzročila, da smo se lahko ločili od sonca v smislu delovnika in so se lahko začeli urniki, se pravi, Kaj, več Foxconn? izmen, povzročila je Jaz mislim, industrijsko revolucijo. da večizmensko delo je povzročila predvsem lakomnost, kako se ti reče, lastnikov proizvodnih sej, sredstev. Kava je bila ful dobra za kapitalizem, ker si lahko izkoriščal cel dan in nafilali so se s kavo, coffee break so počasi uvedli, da je folk Coffee bolj break je bila efektivno prva delal. stvar, ja, ki so jo izborili, ker so bili bolj učinkoviti. Ja. So delavke rekli, a bi radi, da več naredimo? Coffee break. Tako, in so jim dajali pauze, in to je bilo v nasprotju s takratno mentaliteto. In nekdo je bil tako, da imamo ta coffee break, in so začeli piti kavo vmes, in so bili bolj efektivni, in je vse delali. In potem industrijska revolucija, in pa vse, kar je prinesla za tem, se pravi zadnjih 200 let, ki je šlo eksponentno vrom gor, je vse posledica. Ali lahko še enkrat ta zvok? Vrom.
je vse posledica tega, da je kava prišla pa spremenila v bistvu naš svet. Zakaj mi je ta zvok všeč? Na začetku, ker je to zvok še paren, ga stroj na koncu pa je pa že laserček. V enem zvoku si povzel celotno razvoj industrije in tehnologije. Imaš uho za to. Imam nekaj. Jaz imam ta zadnjo, pa sem jo poslovil, zdaj jaz imam tudi dve, ampak bom samo eno, ker sem prijazen. Se lahko, jaz mislim, da je fair. Imam eno, ki je že spet taka. Eno imam neumno, eno imam pa z neki zvemo v lifeu, pa ta se mi res dela huda. Jaz sam povedal obe, ker drugače bom se jaz počutil, kaj je. Ne, zato pa ne bom povedal obeh. Slovenska vzgoja se ti Ja. Naj obek. od A do Ž, sem to je noter. Slaba vest. Naj tvoja krava umre. Mami, a nas ne maraš. Zakaj? Ker danes nisi pasivno-agresivna do nas. Ki je bila v Srbiji, v Donava, ki je bila suša zdaj, ki je bila suša, so dejansko se pojavile nepar bark iz druge svetovne vojne. Ste videli te posnetke? To je res epsko izgledalo. Pač, to se mi je zdaj pa res tako, ena od teh, ki spozabiš, da je sploh za podcast je to ful dobra stvar. Ne. Zato da že spet lahko rečemo, v zapiskih je vse, ampak res je pač zanimivo, zato ker so pač te ladje bile tam, ki je ta baltska flota, ki so bežali pred Sovjeti, so jih pač zminirali in so tam potonile in kao že tako najedajo tam ribičom in ladjam, te ladje, ki so pač pod vodo. In zdaj, ki je bila taka šuša, je šla pa voda tok dol, da dejansko tako pol trupa vam gleda. In imaš tako, v Srbiji. Ne, mislim, da so sem čakali, da se že spet dvigne, kar je kar weird. Lahko bi jih zdaj vam potegnili najbrž, ne vem, ki je to že 50, 70, koliko je? 50-70 let, ne? Lahko bi začel malo pucati Reke, ne? Reke, oceane, dajmo to malo. Ampak tukaj zdi prej imel eno zelo porabno, to se mi je res dela, tako pač res huda zadeva, da ne bi sploh pomislil, da so tam povejoče. Pa še ena stvar sem hotel reči. Pa še en znak, da to, če globalno segrevanje ni tako slaba stvar, ne? Konec koncev stvari, tudi navadna Donava rata muzej na prostem. Navadna Donava. Vse smo tu. Ne samo lepa, modra Donava, ampak tudi navadna. Navadna, dolgočasna, brezvezna Donava. Še prosim, daj reš nas. Ne bom zelo, starej je imel dve, mi smo imeli vsi tako, kot smo se zmenili. Aloh eno še, Jaz ti bom vzel telefon in bom prebral. Ja, jaz bom, ker sem že itak kriv. Najdel sem eno novico o pač, na kitajskem modelu, ki je pač kadi verižno, ne? In je v 3 urah in pol prelaufal maraton in to ne enkrat. In to se mi je zdaj, in je fotka modela, ki laufa s čikom v ustih. In so neko tako... Model na tej točki... Poprečen igralec jugoslovanske nogometne lige leta 64. Ampak tako res, ta se mi je sam zdela tako... Model laufa s čikom v ustih. Ja. Model je lokomotiva, dobesedno. Ajde, mogoče prej na Tajskem, pa je Euro 4 tam pusti. Kupuje eno slaško, še dam. V glavnem, zdaj pa pusti, da jaz avtor naredim, če ne bomo gledali preko sutra. Okay. V glavnem, hvala sem, ki ste poslušali. V zapiskih bojo linki do vsega tega, kar smo se danes pogovarjali. Tam je tudi link do našega Discorda, pridite, tam se pogovarjamo. Na zadnje je Mito naredil gife iz Jocota, se mi zdi. Zdaj so uradni gifi, če napišeš Joco hud v tenor, so gifi. To seveda vsi vemo, razen Jožeta, ki noče v Discord pridati. Pa je notar, ne, se ne logira. ICQ, ali kaj ste mi še en. Ja, ampak je zelo prijazno okolje. Ljudje ne razumejo vsi ljudi Discorda, drugače. Recimo Aleš ga tudi ne razume čist najbolj. Ja. No, mogoče razloži ljudem. Discord je pač en tak, zgleda res kot en chat program, kjer smo vsi, ki poslušamo glave in še kakšen podcast na aparatusu. Ja. In se tam pač pogovarjamo, tam tudi lahko ljudje glasujejo za naslove glav. In Sašo tam objavlja ta njegov podcast, ni važno, kjer je. Res tega ne veš. Res tega ne veš. A.k.a. mentorga. In res je fajn plus. No, tako da tudi to je v zapiskih, pejte res na aparatus.si pošiljnica podpri. Hvala vsem, ki podpirate. Pa to bom še rekel, delte ta podcast, če vam je bil zabaven, da nas še kdo najde. Če veste, kaj Tomo misli. Če veste, kaj mislim. Srečno novo leto, tako 2024. Tako, ne, srečen Festivus. Festivus tudi, ja. In od vseh nas, vam, ne. Ja. In zdaj bom jaz sam tako pokazal bom na vsakega in vsak sam reče adijo in potem zaključimo. Tako da, pižamc. Adijo. Jože. Adijo. Sašo.
Jezus Krist, dio, veš, kako mi je ime, nekaj se pretvarjati. Čau.